predstavljaš, da bi imel zemljevid oziroma imela zemljevid za vse potrebne korake, ki jih moraš narediti za uspešen brand. In ne glede na to, ali mogoče šele začenjaš ali rabiš samo pospešek, da se tvoj brand popolnoma razcveti. Danes s tabo delim vse potrebne korake, ki jih potrebuješ za top brand. Prvi korak je vizija. Ne glede na to, ali šele začenjaš, ali si na začetku svoje poti, ali si že globoko v svojem poslu, je zelo pomembno, da imaš jasno vizijo, kam želiš zapeljati svoj brand in kaj želiš, da s svojim brandom tudi dosežeš. Brand je namreč orodje, ki ti pomaga, da živiš svoje poslanstvo in je vozilo, ki ti pomaga priti od točke A do točke B. Preden se sploh lotiš grajenja svojega branda in si še popolnoma na začetku in ne veš še mogoče, kaj bi bila sploh tvoja ponudba, ti priporočam, da najprej testiraš, da raziščeš, kaj bi bilo tisto, kar je najbližje tebi in kako lahko maksimalno podpreš svoje idealne stranke. Drugi korak so temelji branda in strategija. Ko gradimo hišo, najprej potrebujemo nek načrt in na podlagi tega načrta potem lahko naredimo prave temelje. Če želimo zgraditi eno nadstropno mini hiško ali pa en taki ogromen dvorec, potem bodo razlike, kakšne temelje naredimo, precej drugačne. Pa zraven tega verjetno rabimo še različna gradbena dovoljenja in vse drugo papirje. In podobno je tudi pri gradnji brenda. Najprej potrebujemo jasen načrt oziroma vizijo, kakšen brand sploh želimo zgraditi in na podlagi tega potem zgradimo celotno strategijo. In k tem temeljem spada vse od tega, kako sploh želimo pozicionirati svoj brand, kakšen brand želimo, kako želimo, da ga dojema naša idealna stranka, kdo naša idealna stranka sploh je, kje jo najdemo, kakšna je njena magnetično privlačna ponudba, kako optimizirati naš posel, kako pridobivati nove stranke in še in še. Ta korak, da postavimo jasne temelje in strategijo za svoj brand, je ključnega pomena za uspešen brand. Tretji korak je celostna grafična podoba. Na podlagi temeljev in strategije, ki smo jih postavili za svoj brand, potem postavimo še vizualno celostno grafično podobo svojega branda. Pogosto se zgodi, da se podjetniki velikokrat lotijo že oblikovanja svojega branda, pa logotipa, že čisto v štartu, ko še nimajo temelje, ko še nimajo strategije. Včasih celo še preden sploh odprejo svoj posel. Ampak če ta vizualna podoba ni postavljena, da bo magnet za tvojo idealno stranko in da bo tvojemu brandu pomagala dati tisto ta pravo sporočilnost, ki jo želiš, potem ne bo opravljala tiste ta prave naloge, ki bi jo morala. Zato je nujno potrebno, da je tvoja celostna grafična podoba oziroma oblikovanje celotnega tvojega branda na podlagi tvoje strategije oziroma temeljev, ki so postavljeni pred samim oblikovanjem. Četrti korak je sistem za avtomatsko pridobivanje strank. Če imaš posel, potem so stranke nujno potrebne. Če jih pridobivaš avtomatsko, tudi mogoče takrat, ko spiš ali pa ne delaš, je to najboljši sistem, ki si ga lahko privoščiš. Zato pa potrebuješ mehanizem oziroma eno tako strategijo, ki bo tvoje obiskovalce, na primer na spletni strani, pretvarjal v stranke. Peti korak je spletna stran, ki bo delovala kot tvoj najboljši prodajalec 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Ko imaš vse, kar smo do zdaj govorili, pripravljeno, je čas tudi, da poskrbiš za svojo online prisotnost in to je na svoji spletni strani. Spletna stran, ki ni zgrajena na podlagi neke večje strategije oziroma brez temeljev za tvoj brand, je običajno samo en lep okrasek tvojega branda. In take spletne strani v resnici niti ne potrebuješ. Potrebuješ pa spletno stran, ki bo pretvarjala tvoje obiskovalce v stranke. In to 24 ur na dan, vse dni v letu, brez bolniških, brez dopustov in bo res delovala avtomatsko. Šesti korak je grajenje skupnosti in tiste ta prave spremembe v svetu. Zadnji korak, ki ga danes želim deliti s tabo, je grajenje skupnosti. Imaš svojo vizijo oziroma misijo v svojem življenju, ki je večja od tvojega posla, potem je grajenje skupnosti zelo, zelo pomembno. Odporno skupnostjo lahko namreč brand zgradiš na čisto nov nivo in s pomočjo te skupnosti se potem delajo tiste res te prave spremembe v svetu, ki si jih vsi najbrž želimo. Zelo pomembno pa je, da v svoj sistem vključiš tudi nek mehanizem, ki bo poskrbel, da tvoje že obstoječe stranke ne bodo šle kar v pozabo, ampak bodo ostale v neki tvoji skupnosti in še naprej zelo navdušene nad tabo, nad tvojim delom, ti sledile.
To so sedaj zelo na hitro ti ključni koraki, ki so potrebni za vsak uspešen brand. Me pa zanima, kako je pri tvojem brandu, ti kateri korak še manjka, zapiši spodaj v komentar. Ne pozabi pa si tudi naročiti na moj YouTube kanal, s tem tudi meni pomagaš, da lahko še naprej ustvarjam takšne vsebine in skupaj dosežemo še več podjetnikov in podjetnic. YouTube pa ti bo že predlagal naslednji najbolj primeren video zate.